in sicer doktorico Jelko Piškorič, ki je znanstvena sodelavka na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani. Leta 2019 je izdala knjigo Bili nekoč so lepi časi, vsakdanjik v Ljubljani in v okolici v času socializma. Danes pa nam bo predstavila svoj prispevek z naslovom Tu smo, vaši smo, razvoj lokalnih skupnosti s pomočjo mehanizma samoprispevka. Tudi, prosim. Najlepša hvala za besedo, pa hvala lepa organizatorjem za vabilo. Jaz bom predstavila tukaj nekaj, kar smo že v dopoldanskem delu slišali, malo samoprispevek v bistvu v teh lokalnih skupnostih občine Vič Rudnik. V svojem raziskovanju sem se namreč največ ukvarjala z občino Ljubljana Vič Rudnik, ki je mogoče sicer je bila ena od ljubljanskih občin, ampak posebna je bila zaradi tega, ker je imela eno veliko podeželsko zaledje za sabo. Tako da to zaledje je bilo po eni strani blizu, po drugi strani pa daleč od Ljubljane. Zdaj s tem komunalnim sistemom se je začela v bistvu uvedbo komunalnega sistema leta 1955, se je začela najprej občina Rudnik združevati s podeželjem, pol je malo kasneje sledila še občina Vič. Do leta 1961 je nekako ta proces potekal, ko sta se obe dve občini združili v veliko občino Ljubljana Vič Rudnik, ki je bila že ob ustanovitvi med slabše razvitimi občinami in je potem v svojem nadaljnjem obstoju samo še nazadovala, tako da že konec 70-ih let jo najdemo bolj pri repu vseh slovenskih občin po razvoju. Zdaj, prebivalstvo je pa po drugi strani naraščalo in tudi način življenja se je spreminjal, tako da je imela čedalje večje zahteve občanov po razviti infrastrukturi, po stanovanjih, kar sama s svojim proračunom seveda ni mogla zagotavljati. Kaj sploh je samoprispevek? To je v bistvu posebna časovno omejena dajatev v višini enega oziroma nekaj odstotkov plače, ki je bila namenjena za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture, šole, vrtcev, kasneje tudi zdravstvenih domov, športnih objektov, kulturnih objektov. Razpisani so bili na nivoju krajevne skupnosti oziroma dela krajevne skupnosti ali pa občine in seveda največ jih je bilo razpisano za krajevno skupnost oziroma del krajevne skupnosti. Uvedeni so bili zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, so pa nekako računali na to solidarnost med ljudmi in apelirali na reševanje skupnih potreb. Zdaj, samoprispevek ni bil od vsega začetka enak, ampak se je ta mehanizem razvijal. In sicer so ga najprej urejali davčni predpisi oziroma zakon o prispevkih in davkih občanov. Tam do leta 1969 je to del tega zakona in sprva so se na uvedbi samoprispevkov odločali na zborih volivcev, kasneje tudi na referendumih. In potem je sledil občinski odlok o uvedbi samoprispevka, potem pa v 70-ih letih, to je pa čas teh velikih samoprispevkov, dobimo prav posebni zakon o samoprispevku leta 1973. Zdaj se odloča samo še na referendumu in zdaj še bolj opredelijo to kot obliko zbiranja sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevni skupnosti oziroma občini. Zdaj je največ za obdobje 5 let. Sicer je bil to le eden izmed virov za financiranje teh skupnih potreb, ampak kot bomo videli, je postal v bistvu eden od poglavitnih virov za razvoj določene te družbene infrastrukture. Ni pa bil samoprispevek edini prispevek občanov. Gledano širše so krajani za razvoj svojih krajev prispevali na zelo različne načine. Prostovoljno delo je bilo zelo pomembno od vsega začetka, od obnove države pa tudi kasneje. Ni se šlo samo za obnovo države, ampak tudi za gradnjo gasilnih domov, kulturnih domov, športnih objektov. Potem so na podeželju zlasti prispevali v gradbenem materialu, kmetje so prispevali les ali gramoz in tudi dostikrat so opravljali prevoz, ko se je delalo. Na različne načine so zbirali denar, prispevala so tudi lokalna podjetja in ne samo denar, ampak tudi
opremo, recimo, če je bilo v kraju eno podjetje lesne stroke, je lahko prispevalo pohištvo, okna, karkoli. Tudi krajevne skupnosti so dajale del sredstev, ki so bili sicer namenjene za njeno redno poslovanje. Bili so pa tudi drugi mehanizmi, na spodnji sliki vidimo v ozadju en žerjav, tam se gradi Cankarjev dom, ki je bil pač z družbenim dogovorom zbran denar, v ospredju stolpnica Iskre, zdajšnji TR3, za katerega bi mnogi zaposleni iz Iskre vedeli povedati, da so tudi oni dali del plače, da se je to lahko gradilo. Drugače se je pa po teh občinskih glasilih v bistvu v vsaki številki pojavljalo, tako kot je tukaj zgoraj, da so opisovali, kaj se v kakšnem kraju gradi z prostovoljnim delom, samoprispevki. Zdaj se bom pa malo na primer vasi Ig, ki sem ga malo bolj raziskovala, osredotočila tudi. Ig je bilo eno tako večje podeželsko naselje v občini Ljubljana, Vič-Rudnik. To je bil že predvojno center občine, potem je bil to center KLO-ja, kasneje še krajevne skupnosti, tako da je bil to večji podeželski kraj, ampak je bil pa tudi nekako tipičen za vsa ta podeželska naselja, v bistvu v zvezi s tem, kakšne težave so ga pestile. Zdaj, prvi samoprispevek je mogoče malo bolj še tiste, bom rekla, banalne v narekovajih vsebine, sem našla za leto 1948, pač takrat so zbirali denar, da so obnovili enega od mostov čez reko Ižico, pa potem 2 leti kasneje pokopališče. Zdaj, največja težava, ki ga je imelo to naselje, pa še marsikatero drugo naselje v občini, je bilo vodovod in pitna voda. To je bilo v bistvu značilno za celotno podeželje. In leta 1953 potem vidimo tak prvi samoprispevek, ko so denar že zbirali po gospodinjstvih oziroma na hektar zemlje. In tudi v kasnejšem desetletju se še pojavljajo za vodovod različni samoprispevki oziroma prostovoljno delo. Prvi taki pravi samoprispevek, ki sem ga za ta kraj našla, je pa konec leta 60 so začeli zbirati denar za gradnjo nove šole, oziroma to je bilo izglasovano na zboru volivcev in je bil potem občinski odlok izdan. To je seveda čas šolske reforme, ko zavedati se začnejo, da primanjkuje sodobnih šolskih poslopij, in v tem času se potem zvrstijo te samoprispevki v različnih krajih. Ni to samo za Ig bilo značilno, recimo za sosednjo Škofljico ali pa v Ljubljani, v občini Vič-Rudnik, recimo za osnovno šolo Oskar Kovačič, podobno, in so začeli zbirati seveda po nekaj odstotkov denarja. Zbirali so od vseh zaposlenih prebivalcev, tokrat s stalnim prebivališčem. Le kmetje so lahko plačali tudi z lesom, delom oziroma upravljanjem voženj. Potem se je to izgradnja infrastrukture nadaljevala tudi skozi celotna 60. leta. Zdaj moram še to omeniti, da v 60. letih je značilno za celotno podeželje velika deagrarizacija. In ljudje se začnejo zaposlovati v drugih panogah, začne se spreminjati način življenja, recimo za sam kraj Ig. Čez do leta 60 še večinoma ljudje živijo od kmetijstva, v začetku 70. let se 70% prebivalstva vozi na delo v sosednje občine, največ v Ljubljano. Seveda so morali še vedno zbirati različne prispevke za izgradnjo potrebne infrastrukture, ali je šlo za prostovoljno delo, tudi ponovno en samoprispevek za vodovod, oziroma daje občina iz lastnih sredstev. Tukaj pa samo par številk. V bistvu je zanimivo to, da so recimo v letih 65 do 70 prebivalci zbrali več kot 1/3 denarnih sredstev oziroma vložili dela v izgradnjo te infrastrukture, ki je tukaj navedena. Ostalo je dala občina Vič-Rudnik, oziroma dotacije so skoraj 100 000, ne več kot 100 000 novih dinarjev manj, in potem nekaj je dala tudi krajevna skupnost
iz lastnih sredstev. So se pa prebivalci tudi znašli potem na svoje načine, recimo konec 60-ih let je bila tudi na Igu že velika potreba po vrtcu zaradi spremembe načina življenja in so potem našli prostor v opuščeni stavbi kmetijske zadruge in so ga tam uredili večinoma sami z lastnimi sredstvi. Se pravi, do sredine 60-ih let vidimo zelo različne razvojne izzive med mestom in podeželjem, medtem ko so mesto, samo Ljubljano, začeli že kmalu po drugi svetovni vojni intenzivno urejati in Ljubljana od te družbene infrastrukture predvsem občuti pomanjkanje javnih servisov, majhne, slabo opremljene šole, pomanjkanje vrtcev, tudi tu se sicer pojavljajo že neke ideje o samoprispevku, ki pa niso vedno realizirane. So na podeželju dosti bolj te osnovne potrebe, se pravi največji izziv vodovod, šolska poslopja, tudi druga infrastruktura manjka in prebivalci že od vsega začetka sami pomagajo, sami prispevajo. Kar je pa meni bilo najbolj zanimivo, je pa ta spodnji del, da so občinski organi v bistvu menili, da je na podeželju za vzdrževanje krajevnih cest, vodovodov, tudi za komunalna opravila, da so dolžni skrbeti krajevni odbori sami in sami zbirati finance za te potrebe. So pa že v začetku 60-ih let občine videle, da je samoprispevek kar en tak pomemben mehanizem za razvoj podeželja in so videli, da v bistvu že prebivalci pretežen del stroškov za gradnjo razne infrastrukture prispevajo. Drugo, kar je pomembno, je, da začnejo razmišljati, da bi zdaj pa tudi v mestu bolj intenzivno začeli uvajati kakšne samoprispevke za kritje mestnih potreb. In tretja zadeva, ki je pomembna, je seveda mobilizacija prebivalstva. Vedeli so, da to ne bo lahka naloga in da bo treba aktivirati razne družbeno-politične organizacije za aktivacijo in mobilizacijo prebivalstva. V drugi polovici 60-ih let potem tudi v mestu vidimo rastočo potrebo zlasti po vrtcih, tudi po osnovnih šolah, seveda tudi na podeželju spremembo načina življenja. Veliko je mladih družin, ki se priseljujejo v mesta, potem starši so, oba starša postaneta zaposlena, to je še čas, ko so ženske imele 3 mesece porodniške in potem so lahko ostale do 6. leta do 6. meseca otrokove starosti za polovični delovni čas, se pravi, so se takoj vrnile nazaj v službo. In zdaj se pa tukaj že začnejo tako v občinskih glasilih kot v zapisnikih občinskih organov omenjati referendum o samoprispevku kot eno od možnosti zdaj še za pridobitev manjkajočih proračunskih sredstev. To je en odlomek iz časopisa. Časopis se zdaj začne seveda intenzivno izpostavljati pomen samoprispevka, zlasti ta občinska glasila, ki jih izdaja SZDL. Zdaj ta odlomek, ki je tukaj gor naveden, v bistvu ga lahko jemljemo kot en del te propagande za uvajanje samoprispevkov tudi v mestnem delu, je pa tudi pomemben zato, da vidimo, da je to še vedno pretežno mehanizem za urejanje infrastrukture na podeželju. In izvemo tudi to, da v bistvu na podeželju jih je k temu silila nuja, ker drugih sredstev pač niso imeli. Medtem ko v mestnem delu so bili problemi v glavnem otroško varstvo, urejena okolica blokov, na podeželju pa še vedno tiste osnovne potrebe, se pravi vodovod in pitna voda kot glavna. To je pa iz enega zapisnika seje občinskega zbora, ki pa kaže, da v bistvu so bile podeželske skupnosti dosti manj financirane kot mestne, čeprav so imele večje potrebe.
Po drugi strani so bile pa seveda dosti bolj uspešne pri mobilizaciji prebivalstva, to smo tudi že nekaj dopoldne slišali, pač ljudje se med sabo poznajo, lažje je nagovarjati jih, tudi zavedajo se, da če ne bojo sami pristopili, ne bojo imeli urejene infrastrukture. No in to potem vodi v velike samoprispevke iz 70-ih let. Vse ljubljanske občine, vseh 5, se je združilo in so leta 1971 razpisale samoprispevek 1, s katerim so zbrale 40% investicijske vrednosti za 50 objektov družbenega standarda. To so bile večinoma vrtci in šole in pa en dom za starejše občane. Zdaj v teh prvih 10 letih so štartali vsakič na 50 objektov, tako tudi leta 1976, ko je bil drugi samoprispevek izglasovan, takrat so zbrali že 63% investicijske vrednosti, tukaj se vrtcem in osnovnim šolam v večji meri pridružijo še zdravstveni domovi in pa domovi za starejše občane. V 80-ih letih je pa potem že prva sprememba, takrat niso več štartali na veliko število objektov, imeli so nekaj skupnih objektov, ki so jih želeli zgraditi, to je bila porodnišnica, obnovili naj bi klimatsko zdravilišče na Rakitni, potem obnovili lutkovno gledališče, zgradili varstveno-tehnični center in pa center za slušno in govorno prizadeto mladino, potem pa po posameznih občinah še nekaj vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenih domov in eno glasbeno šolo. Tukaj so že upali na dosti večji odstotek, 78% investicijske vrednosti. Zdaj, zato je bil potreben tudi nek marketing in tukaj je eno pomembno vlogo igrala seveda SZDL. Preko občinskih glasil vidimo ogromno teh člankov, zlasti takrat, ko se je pripravljalo k novemu referendumu in pa seveda javne razprave v posameznih krajevnih skupnostih. Seveda so igrali tudi na čustveno noto, tu je ta logotip iz začetka za drugi samoprispevek oziroma ta je bil se potem nadaljeval tudi iz prvega, drugega, tretjega. Igrali so na neko čustveno noto, še vedno radi damo za otroke in za njihove potrebe. Seveda so pa izpostavljali vse te skupne potrebe in upali na solidarnost ljudi, poudarjali so na vse, kar so do sedaj zgradili in seveda poudarjali so tudi pomanjkanje sredstev. Zdaj, solidarnost je do določene mere obstajala, predvsem vidimo, da so bili samoprispevku vedno naklonjeni bolj v tistih krajevnih skupnostih, ki še niso imele zgrajenih objektov, vrtcev, šol ali drugih objektov družbenega standarda. Tole je en primer za rezultati za samoprispevek 1, v bistvu je kar dober odstotek je glasoval za samoprispevek, to je bilo okoli 75%, čeprav X sam takrat ni imel nobenega objekta načrtovanega, so ga imeli šele potem za drugi in tretji samoprispevek. Hkrati vidimo pa tudi nejevoljo ljudi in sicer kot prvo zaradi velike obremenjenosti z različnimi prispevki, tu ni bil samo samoprispevek, ki je bil izglasovan, ampak so bili tudi razni drugi prispevki v okviru občine ali v okviru delovnih organizacij in potem so se dejansko in na občinskih sejah, pa tudi včasih v teh občinskih glasilih pritoževali. Drugo je bil pa občutek zapostavljenosti. To je pa značilno za celotno podeželje. Vedno v bistvu poudarjajo, da so tako blizu Ljubljane, pa v bistvu se čutijo zapostavljene, ker nimajo zgrajene še osnovne infrastrukture. To v bistvu, ta odlomek je ižanski ravnatelj takratni povedal in to je bilo v občinskem glasilu tudi objavljeno, se pravi, kritika je bila tudi javna. To je pa en odlomek od enega od pričevalcev, ki sem jih posnela. Pomemben predvsem zaradi tistega prvega, na krajevnih skupnostih so se trudili, da bi izgradili infrastrukturo, polepšali kraj, ampak kakšnih večjih odločitev niso mogli sprejemati. Velike odločitve so se še zmeraj sprejemale v okviru občin,
je bila to občina Vič-Rudnik. Tudi drugi del je zanimiv. To sicer ni bilo za samo prispevek, ampak za gradnjo telefonskega omrežja. Ta mobilizacija ljudi se vidi. V bistvu gospod je bil član SZDL-ja in bil je tudi predsednik krajevne skupnosti, tako da so člani krajevne skupnosti hodili po hišah, razlagali, zakaj je potrebno, da se to gradi, potem tudi pomagali sami, ko je bilo treba kopati jarke, polagati cevi, vse zaradi tega, da bi čim več ljudi pristopilo k temu. So pa ti samoprispevki imeli eno večjo težavo in to so bile nenehne težave pri gradnji objektov. Zdaj, vsi ti objekti so bili načrtovani, da se bodo v roku 5 let zgradili, redki so bili zgrajeni v 5 letih. Veliko zamud se je pojavljalo tudi neustrezna poraba denarja. Zdaj, po eni strani so se programi spreminjali, deloma tudi zaradi tega, ker sredstev ni bilo dovolj, pa je bilo treba kaj spremeniti, ali pa so povečali objekte, pa je bilo spet treba kaj spremeniti. Potem se je dostikrat zgodilo to, da so se jim spreminjale lokacije in s tem potem tudi zazidalni načrti. Tudi ta zemljišča, ki so bila predvidena, dostikrat niso bila komunalno urejena ali pa sploh še niso bila v lasti občine in so bila v zasebni lasti, tako da so jih mogli šele kupiti in potem so se pojavljale razne spekulacije, višanje cen in podobno. Ena od večjih težav je bila pa tudi slaba gradnja in to je potem vplivalo na pridobivanje uporabnih dovoljenj. Da imamo spet primer za IG in pa potem tudi znanec iz pred desetletja nazaj, Vegrad Velenje je tukaj gradil prizidek k osnovni šoli in že pred izgradnjo so ugotovili kar 35 napak, ki so jih potem mogli odpravljati v garancijskem roku. Napak je bilo toliko, da v bistvu na občini najprej sploh niso želeli pristopiti k temu, da bi zaprosili za tehnični pregled, potem je objekt vseeno dobil uporabno dovoljenje, ampak že nekaj let zatem spet takratna ravnateljica osnovne šole na seji družbeno-političnega zbora, bila je članica tega zbora, je spet omenjala težave, puščanje strehe in predvsem se vidi ta njena nemoč, da bi kakšno rešitev dobila, ne? Da je urgirala na vse možne konce, ampak noben se ne čuti odgovornega in noben noče rešiti nastalih problemov. Zdaj, te ponavljajoče se težave pri gradnji objektov iz samoprispevka in pa tudi rastoča gospodarska kriza so pripomogli k temu, da se je to obdobje velikih samoprispevkov končalo v 80-ih letih in v Ljubljani ta skupni samoprispevek 4, v katerem je bil predvidena tudi ureditev komunalne infrastrukture leta 86, potem ni bila več izglasovana in vidimo, da to pride tudi v Delovo sobotno prilogo. Eno leto kasneje ugotavljajo v bistvu, da ljudje se čedalje bolj odločajo proti samoprispevkom in da jih zanima, kako se ravna z denarjem, kako se gradi. Tako da na ravni teh občinskih velikih samoprispevkov je to konec. Ni pa to še konec samoprispevkov na podeželju. Zadnji, ki sem ga našla za IG, je bil leta 1989. Gre sicer na podeželju, to moramo vedeti, gre vedno za majhne odseke ali vodovoda ali asfaltiranih cest. Kar je zanimivo tukaj, je, da je še vedno okoli 30% stroškov recimo za asfaltiranje teh cest bilo kritih iz krajevnega samoprispevka in tudi predsednik skupščine krajevne skupnosti je poudaril pomen, se pravi še tik pred osamosvojitvijo so polagali veliko upov na ta samoprispevek, čeprav kraj je dejansko se začel razvijati potem šele po ustanovitvi samostojne občine, se pravi po letu 1994. Toliko z moje strani. Hvala.